A ćemo ga mi malo razbiti? Ne. Vandalizem. A je to vandalizem? Jaz mislim, da je to... Mislim, da Oskar tamle se tresa že malo. Vandalizem je, če ga boš ti šla razbiti. Ja, če ga bo kurator, bo pa koncept. Bo pa nevarno dejanje. Ta način, kako Oskar dela, precej vezan na neke posodobitve oziroma na posodabljanje dela. Zaradi tega sem prej tudi govoril o protokolu. Čeprav zdaj ne vem, prej si mi rekel, a je to prav, da je S4 and wall, to je nek rebus, klele. Ja, to je malo tako, ne vem, malo tehno-fetišistično ime. A to pomeni zlom naših zaščit in problema, ali to pomeni zlom nekih družbenih ovir pred pomagati ljudem, ki so v stiski? Migriramo tudi, ampak tako ni nam potrebno zato, ker so naši te majhni sistemi dovolj stabilni. Medtem, ko ne vem, na teh drugih območjah, kjer je pa pojav. Kako naj bi to delovalo? Tukaj tudi izhodiščno ta protokol je zastavljen. In v primeru tega zloma sistem še zmeraj deluje, ampak ne več na ta način, kot je bilo zamišljeno. Ampak nisi odgovoril na moje vprašanje, ali je sleherni obiskovalec in gledalec tega dela primoran biti seznanjen, da gre za prevod nekih konkretnih podatkov, ali bi lahko sam prišel pa gledal, kako se stvar malo premika? Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta Pod strehco. Ta nastaja v sodelovanju med Kritiškim posladkom in Zavodom 2/32. Gre za posebno serijo epizod posvečenih razstavnemu ciklu Eno delo, v okviru katerega se osredotočamo na poglobljene predstavitve posameznih sodobnih umetniških praks. Ime podcasta se navezuje na strešico, cirkumfleks iz imena zavoda in samega razstavnega cikla in torej Pod strehco. V tokratni epizodi se bomo posvetili delu Sandwall umetnika Oskarja Kandareja, ki je trenutno na ogled v prostoru 2/32 v Ljubljani. Z nama sta umetnik Oskar Kandare in Adrijan Praznik, kurator razstave in umetniški vodja zavoda. Pogovor bova vodila Maša Žek in Jernej Čuček Gerbec. Po uvodnem džinglu sledi predstavitev dela in razstavne postavitve, nato pa bomo z gostoma odprli vprašanja o tem, kako podatki postanejo gibanje, kako pregrada deluje in odpoveduje, ter kako se takšno delo umešča, razume in spreminja v razstavnem prostoru. Vse reference, ki jih bomo omenili, bodo navedene v opisu epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušate, dobimo se pod strehco. To je tako gabno in rigidno, da mi zdaj le bruho. V prostoru 2/32 se predstavlja umetnik Oskar Kandare. V svojih projektih raziskuje sisteme, tehnologijo, kibernetski prostor ter razmerje med fizičnim svetom in simulacijo. Funkcionalne naprave, elektronske komponente in programsko kodo vključuje v prostorske postavitve, kjer se programski procesi prevajajo v mehansko gibanje, zvok in ali sliko. Na razstavi je predstavljeno delo Sandwall. Gre za prvo galerijsko predstavitev projekta, ki izhaja iz različice, nastale leta 2024 na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Prvotna izvedba je bila povezana s pojavom saharskega prahu v Evropi in zamislijo lopute kot zaščitne pregrade pred njegovim prihodom. Njeno gibanje je sprožil šum v komunikaciji med senzorji. Sedanja postavitev ohranja formo lopute, vendar jo postavi v drug podatkovni okvir. Namesto odziva vezanega na senzorje in neposredno okolico, delo uporablja izbrane zbirne podatke Mednarodne organizacije za migracije in Visokega komisariata Združenih narodov za begunce. Gre za podatke o migrantih, prosilcih za azil, notranje razseljenih oseb ter o umrlih in pogrešanih na migracijskih poteh. Sistem enkrat na uro preveri spletne vire, posamezne podatke
podatkovne zbirke se posodabljajo v različnih ritmih, zato tudi delo nima enakomernega tempa. Vsi podatki nimajo enakega učinka. Podatki o številu migrantov se kažejo kot krajši, skoraj da neopazni premiki, podatki o umrlih in pogrešanih pa sprožajo daljše delovanje motorja. V razstavnem prostoru podatkov ne vidimo kot številke ali pa v obliki grafikonov, zaznamo jih skozi posledico kot brnenje motorja, trenje konstrukcije, premik stekla in udarec ob peščeno vrečo. Prozorna steklena plošča je vpeta v konstrukcijo z električnim motorjem, ki jo dviga in spušča kot premično loputo. Podatek tako ne ostane samo informacija, v prostoru postane zvok, postane gibanje, postane pritisk. Postavitev je umeščena na pravokotno polje črnega filca, na njem so konstrukcija, motor, napajalnik, kabli, steklena plošča in vreče s peskom, ki konstrukcijo obtežijo, stabilizirajo in blažijo padec lopute. Rumenkasto oranžna svetloba vzpostavlja motno atmosfero, povezano z optičnimi učinki saharskega prahu, hkrati pa se spreminja glede na položaj stekla. V delu se tako srečajo prah, pesek, steklo, elektronika in podatki, ki jih sistem obdeluje. Pesek drži konstrukcijo, steklo deluje kot premična pregrada, vse prisoten pa je tudi silicij, ki je v elektronskih komponentah. Material tu ni samo nekaj, kar gledamo, je tudi del pogojev, zaradi katerih se podatek lahko prevede v gibanje. Ponavljanje operacije postopno obremenjuje stekleno ploščo in jo približuje točki zloma. Če se steklo razbije, njegovi fragmenti ostanejo del postavitve, sistem pa nadaljuje delovanje v okvarjenem stanju. Poškodba tako postane novo stanje dela, mehanizem deluje naprej, pregrada pa svoje funkcije nima več. Ok, Oskar, začnimo pri tvojemu načinu dela. Funkcionalni objekti, elektronske komponente in programska koda so pri tebi pogosto postanejo neke vrste prostorske situacije. Kaj te v bistvu pri tej trenutno najbolj zanima pri vsem temu? No? Ta digitalni ali podatkovni proces tega tvojega dela ali dejansko fizični proces, da priješ iz neke ideje do končne oblike, torej pač si postaviti nek problem pa ga potem rešiti tako s kodo in z mehaniko, ne? In kdaj v bistvu se po tvoje zdi tudi, da ta naprava preneha biti samo orodje in začne delovati kot odzivna entiteta z lastno logiko? Najprej zanima me koda kot neka odprta forma, ki je pač, imamo te open source sisteme, ki so pač v bistvu odprte kode, do katerih lahko dostopa vsak človek in si zgradi karkoli želi, ampak nas pa omejuje naše znanje tehnološkega, fizičnega sveta, da ne moramo narediti, kar hočemo, in se gre tu nekako za osvoboditev samega sebe, da zgradim karkoli se mi zdi, brez nekega velikega budžeta, ki je ponavadi prisoten v teh stvareh, in se gre za reapropriacijo obstoječih motorjev, sistemov, ki nas pač obdajajo vsakodnevno, ali v produkciji produktov, ki jih uporabljamo, ali pa dobesedno kot v avtomobilih, ne vem, na cesti, držala za steklo, pri avtobusnih postajah, pač neke stvari, ki so zelo banalne in neopazne. Kako pa v bistvu sam ta tvoj postopek dela, recimo, ker zdaj vemo, da je to recimo neka druga iteracija nečesa, kako pristopaš do tega konceptualnega in tudi pač recimo grajenja nekega umetniškega dela. Ne? Kako je prišlo iz te recimo prve verzije do druge verzije? V bistvu ta druga verzija prikazuje ta napredek, ki se je zgodil nekako v mojem mišljenju, tudi v mojem strojnem znanju, mehatroničnem znanju, tako da zdaj delo dejansko deluje, medtem ko v prvi iteraciji sem skoraj imel požar in delo ni delovalo. In ja, tudi zato deluje veliko vizualno lepše, ker sem imel več časa, ker je bilo prej pripravljeno delo, ker sem vedel, kako ga narediti. Je pa tudi tako nek ful preprost upgrade prejšnjega dela skozi neke stvari, ki sem jih našel v studiu, in so se mi zdele, da bo olajšale delovanje celega sistema. Ok, Adrian, gremo zdaj na tebe, ti si kurator, torej naslov obrazstavnega besedila je pritisk informacije. Delo uporablja podatke o migracijah, vendar jih v bistvu v prostoru ne pokaže kot številke, grafe ali pa neko dokumentirano gradivo, namesto tega jih v bistvu prevede v gibanje, zvok, udarec stekla in možnost zloma. Kako kot kurator v bistvu razumeš ta
pritisk informacije, kaj je ta pritisk informacije in kaj se zgodi, torej, ko v bistvu podatek v razstavnem prostoru postane fizična ali pa torej zvočna izkušnja. Zdela se mi je nekako zanimiva ideja v tem smislu, da so neke statistične informacije v svojem bistvu precej abstraktne, sicer izhajajo iz nekih konkretnosti, ampak pogosto pa ravno ljudje, ki jih prebirajo, ki jih berejo, in se mi zdi, da jih pogosto doživljajo z neko veliko distanco. To se pravi, informacija sama po sebi lahko predstavlja nekaj zelo pomembnega, je lahko zelo vezana na konkretne življenjske stvari, ampak ko enkrat postane pač sam podatek, je to zelo relativno iz tega vidika, kaj je ta dejanskost recimo v ozadju tega. In to, kar se mi je zdelo nekako pomemben v kontekstu dela Sandwall, je pravzaprav to, da samo delo po sebi ni zares zelo materialno. Okay, že vidimo te posamezne elemente, tako kot je steklo, pa imamo napajalnik, pa motorje, pa tako naprej. Ampak v samo smislu pa v bistvu gre na nek način za delo, ki je bolj vezano na nek proces, ki gre v bistvu bolj za prevajanje teh podatkov v neke gibe, v neko performiranje tega, kar naj bi te podatki bili. Čeprav ne gre recimo v tem dobesednem smislu, da bi recimo podatki direktno govorili, to se pravi, da bi eksplicitno bilo iz samega dela razvidno, iz kje te podatki prihajajo. Pritisk informacije se mi zdi pa iz tega vidika pravzaprav res pomemben, ker mogoče sicer ne vidiš tega, v tem neposrednem smislu ne vidiš tega izvora, zagotovo pa vidiš nek udarec, nek zvok, neko v bistvu zelo materialno, fizično prisotnost v prostoru tega, kar naj bi ta informacija bila. To se pravi, še zmeraj je na nek način zelo abstraktno, ampak je pa zelo konkretno v smislu te prostorske prisotnosti in vidnosti. Do katere mere pa se ti zdi potem pomembno, da je razlaga teh podatkov ali pa kontekstualizacija teh podatkov potrebna pri slehernemu obiskovalcu, ki pogleda to delo? Ja, to je zdaj zanimivo vprašanje. Zdaj mislim, da težko sam 100% na to odgovorim. Jaz bi v kontekstu tega dela in mogoče tudi širše, kar se Oskarjevega dela tiče, razmišljal v kontekstu nekih sistemov. Se pravi, v bistvu sistemov, ki so vzpostavljeni z določenim namenom. Zdaj pa, kar nam je nekako znano, tudi neka potencialna vsaj lastnost tega dela je tudi ta, da se pokvari oziroma da ne deluje tako, kot bi moralo. Tako iz vidika stekla, ki se potencialno razbije, ali pa iz kakšnega drugega elementa, ki se pokvari ali pa zataji. Je pravzaprav to delo, ki je samo po sebi zelo živo. In tudi sistem iz tega vidika kaže neko stvar, ki jo pogosto zanemarjamo, oziroma neko lastnost, ki jo pogosto zanemarjamo, in to v bistvu to, da je sistem kot tak, čist vsak, pokvarljiv oziroma uporaben predvsem v nekih kontekstih, dokler deluje. In potem, ko ne deluje več, lahko tudi samo samega sebe afirmira, to se pravi, da to, kar počne ali pa počne pokvarljivo, dela še naprej. Ampak nisi odgovoril na moje vprašanje, ali je sleherni obiskovalec in gledalec tega dela primoran biti seznanjen, da gre za prevod nekih konkretnih podatkov, ali bi lahko sam prišel pa gledal, kako se stvar malo premika? Ja, jaz mislim, da v mojem videnju se mi zdi pomembno, da dobiš neke osnovne kode, kaj so te stvari, ki so tukaj in kaj jih povezuje. Mislim, da je to dobro. Sicer pa lahko deluje tudi kot delo, ki uprizarja nek sistem oziroma delovanje nekega sistema. Okay. Oskar, izhodišče za tvoje delo Sandwall je bil pojav saharskega prahu v Evropi in ta prva različica dela je bila nekako povezana s to idejo lopute kot neke zaščitne pregrade pred njegovim prihodom. Zdaj, kaj te v bistvu zanimalo v tej prvi različici in kako se v bistvu potem iz te prve različice prešel do te drugega konceptualnega ozadja in kako se je v bistvu to steklo iz neke lopute v bistvu postalo kot neki drugačen tip simbola? Ja, pri prvem, tako kot saharski pesek, je nekako izhajala ideja iz časa, ko je pač ta saharski pesek bil nedolgo predtem prisoten v Evropi. In sem videl to njegovo pojavljanje po spletu, mislim po medijah in
pač prikazovanje tega kot neka grožnja, tako zelo nevarno, neki. Mislim, je nevarno za pljuča in tako. Ampak je pa hkrati tako, predtem sem pa delal, kjer je bil plaz in so bili pa delci snega in se mi je v bistvu povezovala nekako forma tega, medtem ko plaz je neka majhna zadeva, ki se dogaja v tem našem evropskem gorskem svetu, pač snežni plaz je bil in tukaj se je šlo pa za nek globalni pojav, globalno nevarnost, ki pa se tudi povezuje nekako z našim prebivanjem, bi rekel. Tako, mi smo zelo tako nekako omejeni na neke majhna območja, po katerih se gibamo, migriramo tudi, ampak tako ni nam potrebno zato, ker so naši te majhni sistemi dovolj stabilni. Medtem ko, ne vem, na teh drugih območjah, kjer je pa pojav saharskih neviht, je pa nevarno in pač ljudje migrirajo v naše kraje, kjer je bolj stabilno. In je šlo nekako za ta razmislek, ampak zdaj mislim, da v bistvu ti nisem odgovoril. Prej sem imel resnici, ko sva se na začetku pogovarjala, lepo povedal povezavo med peskom in izkoriščanjem vsem temu. Pri tej loputi se gre res za povezovanje teh različnih oblik tega peska, ki je, ne vem, v loputi je kot steklo, ki bo nekoč počlo, mislim v prihodnosti počlo, in se bo potem razletelo na manjše delce, še vedno ne tako majhne, kot je sam pesek. In pa potem je tam tudi Raspberry Pi, ki ima čip, čip pa tudi vsebuje silicijev dioksid, če se ne motim, ki je pač, ko zelo očistiš pesek, medtem ko to steklo pa neko vmesno stanje tega. In je tudi tu v prostoru vidno, najprej imaš pesek, to vmesno stanje, ki je okno, mislim steklo, in potem imaš ta čip, ki je pa tudi samo tako gledano, ta pesek pridobivamo iz nekih krajev, kjer so tudi te saharske nevihte, in te čipe pa to pa gradimo v našem območju, ne vem, drugi svet. Ja, Tajvan. Izrael, ampak kako se v bistvu to povezuje s temi podatki migrantov? No, to me mogoče še malo zanima, kako smo prišli od tega, da imamo to pregrado, ki zdaj sklepam, da ni več pregrada, ampak je samo še simbol. Ja, mislim, ta pregrada je še vedno, je simbol družbe, v kateri smo mi, ki imamo neke te varnostne sisteme, ki nas varuje pred nevarnosti, ki zares niso nevarnosti, ampak so nam prikazane kot nevarnosti. Je pa povezovanje tega peska z migracijami je pa ta, da pesek mi sami hočemo migrirati sem, da ga obdelujemo in ga uporabljamo v naše namene, medtem ko ljudje, ki pa izhajajo iz območja, kjer dobivamo ta pesek, so pa zelo nedobrodošli tukaj, čeprav jih tudi potrebujemo za delovanje našega sistema in pač je zelo nevarna pot za njih prideti sem in pa je tudi območje našo, zelo varujemo kao svoje okolje s tem, da ohranjamo zaprte sisteme, bi lahko temu rekel. Sej, kot smo omenili, da se gre za te uporabljene podatke, se nanašajo torej na migracije, prosilce za azil, notranje razseljene osebe ter umrle in pogrešane na migracijskih poteh. Delo te osebne zgodbe nekako abstrahira in pretvori v ritem motorja premik lopute oziroma stekla. Skratka, ustvari neko novo izkušnjo, ki je sledno povezana z izvorno teh migrantov. In kako ti razumeš oziroma gledaš na ta kontrast med življenjskimi okoliščinami posameznikov ter njuno pretvorbo v zvočila in instalacijo? Tu se gre za ni za res objektivna podoba česarkoli, ki še vseeno sem jaz ustvaril, na kak način bo ta ritem deloval z nekimi omejitvami, ampak se gre za pač uporabljanje podatkov, ki jih uporabljajo naši sistemi, da nam prikazujejo številčnost groze, ki prihaja, naprimer, in jo jaz uporabim te iste podatke, ampak jih uporabim kot nek zelo abstrakten podatek, ki daje občutek glede na našo prejšnjo zaznavanje sveta, pač ne vem, če delaš v neki fermi, ti verjetno to ne naredi dobenega občutka, če si pa tako bolj iz nekih, če nisi dnevno obdan s takimi premiki,
ti je vseeno nek neznan gib in zanimivo za opazovati. Zdaj govoriš o gibu stroja ali o gibu ljudi? Zdaj govorim o gibu stroja. Kako pa razumeš ta premik ljudi, ki ga pač redno pregrajujemo z raznimi preprekami, tako fizičnimi kot zakonodajnimi? Ja, meni se zdi ta premik že dolgo časa zelo logičen, da se bo zgodil, da se dogaja, ker se pač dogajajo tako globalne spremembe kot vojne, kot genocidi, vse te različne grožnje za ljudi, iz katerih se poskušajo omakniti v boljši svet, mislim boljši svet, kjer se ne bi dal lažje preživeti. V bistvu se mi zdi, da se gre samo za preživetje in boljše življenje pri vseh teh premikah ljudi. No, Adrian, zdaj bi še tebe eno stvar vprašal, zdaj se pogovarjamo tukaj malo o zlomu družbe in nekem trenju med vzhodom in zahodom, oziroma globalnim severom in globalnim jugom, če uporabimo ta politically correct izraz. Delo vsebuje v bistvu še neko možnost zloma tega stekla samega. Kako ti pravzaprav gledaš na to, da se lahko delo napol pokvari in kako vidiš, da v bistvu ta suspens deluje in kaj se zgodi, če steklo poči? Mislim, po mojem je prvo treba pogledati na neko specifiko dela, ne, in to, da je situacija. Ne. Zdaj v bistvu, ko razmišljam v kontekstu cikla eno delo, je po mojem to prvič, da se na nek način vzpostavil nek sistem ali pa neka situacija, ki deluje. Oziroma do zdaj smo vedno predstavljali pač ali eno specifično delo ali nek cikl, nek projekt. Tukaj pa v bistvu kar naenkrat gre za neko situacijo, ki je sama po sebi potencialno sprejemljiva. Sprejemljiva je tudi v manjših segmentih, ne pride nujno zgolj do tega, da se zgolj steklo lahko zlomi. Je pa treba potem zagotovo razmišljati, Jernej? Bodi malo bolj konkreten, ker če reče situacija, pa ne vemo več o čem govori. Situacija, meni se na nek način zdi Oskarjevo delo izrazito neobjektno. Kljub temu, da so objekti prisotni, so te objekti iz tega vidika bolj kot neki rekviziti ali pa celo kot neki sestavni elementi, ki zgrajujejo neko idejo. In ta ideja ni nujno materialna v tem smislu, da mora biti, ne vem, točno ta pesek, točno to steklo. Ampak gre v bistvu bolj za neke elemente, ki se sestavljajo kot nek protokol. Iz tega vidika so to bolj kot neka navodila za uporabo, kako se to delo poveže in potem deluje, ne pa toliko neko fiksno delo, umetniški objekt, ki ga poznamo v tem klasičnem smislu, ki je razstavljen. Se to mogoče tudi, Oskar, lahko ti poveš, kako to vidiš. Ampak v principu je meni mogoče tukaj bolj zanimivo to, da se to dogaja bolj skozi kodo ali pa mogoče skozi nek protokol tega, kako se to poveže v neko celoto. V kontekstu tega, da se steklo lahko recimo razbije, je pa pomembno razmišljati med drugim tudi o tem, kaj to pomeni, če se razbija, kaj je nekdo v prostoru, ker je lahko nevarno, pa steklo poči, se te delci razbijajo in letijo naokoli. In seveda je tudi treba razmišljati v kontekstu recimo prostora. To hočemo, da se razbije na golih tleh, parketu galerije in tako naprej. Tako da iz vidika tega je tukaj šlo za nek razmislek, ne samo kako stvar postaviti, ampak tudi mogoče kako je narediti dovolj varno v primeru, da pride do tega, ker je šlo recimo za take čist pragmatične odločitve, to se pravi uporaba filca na tleh, da ublaži, da se stvari ne razletijo preveč in tako naprej. V praktičnem smislu pa je tekom procesa postalo, pa me mogoče tudi ti dopolnil, Oskar, postalo v bistvu jasno, da je to steklo kar trpežno oziroma da je zadeva tako narejena, da je verjetnost tega, da se razbija, pravzaprav dosti majhna, vsaj tekom trajanja razstave. Kakšno steklo je? Kaljeno steklo. Aha, okay. Kaljeno steklo. Kaj pa vsebinsko in formalistično? Kot forma, kaj se zgodi, če poči steklo? Je delo s počenim steklom, ki se še vedno premika to? Ja. To pa recimo v kontekstu pogovorov je zagotovo to, da ko se steklo razbije, je to del dela. To se pravi, razbito steklo je nova konfiguracija tega dela. Kar se mi zdi v bistvu zelo zanimivo iz tega vidika, kako doživljati recimo umetniško delo, ki ima neko formo, ampak se na neki točki zlomi. A se potem steklo zamenja oziroma da novo? Ali zadeva nadaljuje brez stekla? Jaz sem hotela vprašati, zakaj imaš pol tam rezervna stekla naslonjena. To je tudi na mestu vprašanje. Načeloma
so stekla tudi del postavitve, kot neka možnost zamenjave, oziroma možnost nekega nadaljnega updata dela, kar se mi zdi, smo tudi tekom pogovorov v bistvu opazili, da je ta način, kako Oskar dela, precej vezan na neke posodobitve oziroma na posodabljanje dela. Zaradi tega sem prej tudi govoril o protokolu oziroma o neki kodi, kako se delo sestavi skupaj in tudi posodablja. Ni pa predvideno, to se pravi, v primeru, da bi se steklo slučajno razbilo, ostane to in deluje naprej. Ker neka ideja, kot smo prej tudi rekli, je tudi ideja pravzaprav sistema, ki je pokvarljiv, ki nadaljuje s svojim dejanjem, ampak mu recimo zmanjka ravno ta element te zaščite, te lopute, ki naj bi preprečila oziroma zaščitila. To je pa samo še ena stvar, ki jo moraš obiskovalcu razlagati, da nekoč je kle bilo steklo, no zdaj ga pa ni. Je pa, kot smo mi rekli, to se pravi, to, da bi se med razstavo steklo dejansko razbilo, je trenutno, kot jaz vem, dosti majhna možnost, da bi do tega prišlo. A ćemo ga mi malo razbiti? Ne. Jaz sem bil sicer zelo za, meni se je zdelo v bistvu nekako potencialno dober ta... Vandalizem. A je to vandalizem? Jaz mislim, da je to... Mislim, da Oskar tamle se tresa že malo. Vandalizem je, če ga boš ti šla razbiti. Ja, če ga bo kurator, bo pa koncept. Bo pa nevarno dejanje. Mislim, noben ga načrtno ne sme razbiti. Se pa lahko razbije. Mislim, ta možnost tega razbitja. Še ena stvar, potem pa še drugi del tega vprašanja, ki sem te ravno kar vprašal. Praviš zaščita, to steklo kot zaščita. Zaščita pred čem? Oziroma koga ali česa pred čem? Mislim, da je Oskar dosti dobro povedal. To se pravi, neka nevarnost od zunaj, v našem konkretnem primeru pač se verjetno lahko uživimo vlogo Evropejca in za neke sisteme, ki prepoznavajo nevarnosti. Gre pa tukaj, po mojem mnenju, bolj za pač prispodobo. Ta loputa je tako kot nek ščit, izvorno zaščit pred peskom, v posodobljeni verziji pa zagotovo to vezano na migracije oziroma na ljudi, ki jih k nam peljejo oziroma pošiljajo razne katastrofe v smislu vojen in recimo podnebne krize in tako dalje. Kaj pa vsebinsko, kaj se zgodi, če se razbije steklo? Zdaj smo rekli, da je to steklo predstavlja zaščito, zdaj jaz ne razumem več, je to zaščita pred migranti, ali je to zaščita pred peskom, ali je to zaščita pred nevarnostjo, kakršnokoli pač, in kako gledamo na tako zaščito. A to pomeni zlom naših zaščit in problema, ali to pomeni zlom nekih družbenih ovir pred pomagati ljudem, ki so v stiski? Jaz bi tukaj šel v bistvu mogoče malo bolj v tej smeri, kot sem že hotel zapeljati. In to je v bistvu to, da mogoče lahko tudi pogledaš to, kar je razstavljeno oziroma to, kar je nek sistem delovanja. In iz tega vidika prideš do tega, da je vsak sistem pokvarljiv. To se pravi, ti imaš lahko nek protokol, kako naj bi to delovalo, tukaj tudi izhodiščno ta protokol je zastavljen. To deluje tako in tako. In v primeru tega zloma, sistem še zmeraj deluje, ampak ne več na ta način, kot je bilo zamišljeno. To se pravi, meni je v bistvu tukaj tudi iz vidika pogovorov z Oskarjem, meni je v bistvu tukaj zanimiv ta segment, da sistem potem naprej ne deluje več pravilno. Vsebinsko gledano bi rekel, da to je mogoče ena taka. Mislim, s takim komentarjem bi jaz rekel, da je ta zaščita farsa. Lahko greš, lahko se gre v tej smeri, ampak jaz mislim, da tukaj je mogoče tudi neka stvar začasnosti. To se pravi, sistem je lahko dober sistem nekaj časa, se pa pač neke zunanje okoliščine spremenijo. To se pravi, se je treba na to tudi prilagoditi. Pa bom v bistvu tle šel do tebe spet, Oskar, ker zdaj govorimo to o nekem sistemu, ki je zdaj doživel že 2 verzije v bistvu in je to nek sistem, ki deluje in ne glede na to, a se polom ali ne in bo živel naprej, a bo ta sistem recimo lahko doživel še verzijo 3, 4 in tako naprej. Ja. Ne v taki obliki, kot je zdaj seveda. Pač v isto transformacija, kot je z enke v dvojko. Mislim, imam še nove podatke, ki jih lahko uporabljam, ki sem imel odobrene, s katerim bi lahko nov sistem obstajal, dosti sprememba podobe tega sistema, ampak mogoče mehanizem ostaja isti, tako da ne vem, ali
druga osvetlitev ali ne vem, stenska postavitev ali tako nekako, da... Ne rabim, da mi poveš, kako bo zelo. Sprašujem se samo čisto tako, ker to mi je zdaj recimo res zanimiva ideja, kako pravimo, ne, da v bistvu gre za nek sistem, ki ni prav 100% definiran, ko deluje, torej gre bolj za nek, kot če si spet sposodim tvoje besede, Adrian, protokol, ki se pa lahko posodobi. V bistvu gre se tu za neko, se mi zdi, da nisem to delo, ampak sama dela so tako, da se ne prilagaja prostor mojemu delu, ampak se proba delo prilagoditi prostoru. Tako da pač mislim, vedno, ko se to delo znova postavi, se zgodi neka sprememba, ne samo zato, ker bi se nek na novo postavila, ampak zato, ker jaz ne zdržim tega, da se to delo ne posodobi na nek način, ker se mi zdi, da lahko vedno nekaj dodam. Kaj se ti pa zdi, da bo pri vsem temu mogoče ostalo kot stalnica? A misliš, da bo to kot neka Tezejeva ladja, ki ne bo v resnici stalnica in se bo vsakič nekaj malo zamenjal, dokaj ne bo več original in bo sam nekaj drugega, ampak bo podobno? Ali bo recimo, ne vem, Tezejeva ladja v sodobnem času, ker vse zamenjaš razen motor, ti pa zdrži, ne vem, ful dobro. Ja, mislim, to delo ne, zdaj je imelo 2 iteracije, ki so bile predstavljene, ampak jaz bi rekel, da jih je že bilo tako 5, recimo, ko je bilo narejeno prvič in se je zlomilo, ko je bilo popravljeno in se je zlomilo, ko je bilo predstavljeno na faksu, to je že pol večjih, ne, kaj? Kdaj je zgorel? Zgorel je na faksu. Ne, nekje. Ni zgorel na faksu, v glavnem. Nikoli nič ni bilo požara na nobenem faksu. Malo dimno. Vse sem bil tam. No, in potem, da je prišlo do tega dela med samo postavitvijo, je prišlo do posodobitve sistema, zato ker ni bil zmožen početi tega, kar bi mogel, ker pač plastika in poči. Tako da tu plastika bo definitivno še kaj počela in se bo nadomestila z nekimi drugimi deli, tako da na ta način se posodablja, ali pa večja stekla, ali pa sploh ne steklo. Tako, motor bo verjetno zdržal, ker mislim, da je iz 1980 ta motor, tako da bi mogel delati. Jaz bi imela še vprašanje glede samega naslova dela, torej Sandwall. Čeprav zdaj ne vem, prej si mi rekel, a je to prav, da je S4 and wall, to je nek rebus, klele. Ja, to je malo tako, ne vem, malo tehno-fetišistično ime, ker so neke te številke vedno vključene. Ne vem, ko sem delal ta moj plas v bistvu, je bila simulacija neke naravne sile in je bilo, ker je bila simulacija in sem imel več updateov, isto, je bilo beta 1.3, pa tako pač neka ta poimenovanja. Iz tega je tudi tukaj prišlo do tega neke dodanja številk. Mogoče je bila 4. verzija kode, pa je zato 4 not, nisem več prepričan. Ampak je tako, da seveda, mislim, da kokrat dodaš to neko številko not, seveda neka tehnologija nekje vključena, ker tehnologija je matematični sistem, ne. Ok, pa Oskar in Adrian, hvala vama za čas in za vpogled v delo Sandwall, v njegovo tehnično zasnovo, produkcijsko izvedbo in te vprašanja podatkov, pregrad krhkih materialov in razstavne produkcije. In tudi hvala vsem poslušalcem. Razstava od Oskarja je v prostoru 2/32 v Ljubljani na ogled do 14. avgusta 2026. Podcast Pod strehco pa lahko poslušate na YouTubeu, Spotifyju, Apple podcastu itd. Veseli bomo, če se boste naročili, delili epizodo in nam poslali svoje odzive ali dodatna vprašanja. Najlepša hvala tudi Emi Kobal in Urški Bajec-Košmrl za glasbeno podlago, ki uokvirja Pod strehco. Epizode nastajajo v sodelovanju med Kritiškim posladkom in Zavodom 2/32, program pa podpirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana. Do prihodnjič. Bye. Bye, bye. Ajde, čau. Bye. Lead speak, drugače. Kako? Lead speak. 1337. Od tam številke. Aha. To je zgodnja internet kultura. Aha. Gucci za pokuči. Tema. Au,